V okviru projekta Od mlina do mlina se nahajamo na otoku Ljubezni v Ižakovcih, kjer bomo danes predstavili plavajoči mlin na reki Muri. Tukaj z mano je Jožica Slavinec, strokovna delavka iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Beltinci, s katero se bova pogovarjali torej o mlinu na otoku Ljubezni v Ižakovcih. Gospa Jožica, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Malce nam povejte, odkot izvira tale mlin? Stojimo torej pred edinim plavajočim mlinom na reki Muri v Sloveniji. Zdaj prvi mlin, ki smo ga imeli tukaj na tej lokaciji, je bil zgrajen leta 1999. Zaradi dotrajanosti smo torej pač naredili novega. Lanskem letu je občina Beltinci pristopila k izgradnji novega mlina v okviru enega velikega projekta. Tako da lansko leto, konec meseca oktobra, smo ta mlin tudi pač odprli za javnost, ga predali svojemu namenu in mlin imamo tukaj, torej je nekako replika starega mlina, ki je značilen za reko Muro, to pomeni, da je v celoti plavajoči. Narejen je v bistvu po izvirnih načrtih starega mlina, enega izmed mlinov na reki Muri nekoč. Je pa res, da so dodani tudi sodobnejši elementi, namreč pogoji reke Mure so se skozi leta spreminjali in vemo, da danes je reka Mura čisto drugačna reka, kot je bila v preteklosti, zato smo predvsem iz varnostnih razlogov dodali tudi malo sodobnejše elemente, pristope izgradnje in k lesenim elementom dela mlina dodali tudi kovinske elemente. Torej, iz katerih vasi so potem dobavljali zrna v tale mlin? Ja, zrnje so pač dobavljali, pripeljali sem mled iz vseh okoliških vasi. Zdaj nekoč so mlini bili zelo pogosti na reki Muri, bilo jih je čez 100. No, v preteklosti pa mlinov ni več bilo toliko, po drugi svetovni vojni so začeli mlini izginjati, zato so pač se je nekako krog teh kmetov, ki so vozili mled v mlin, v bistvu širil na širša področja, ne samo na okoliške kraje. Torej, mlinar kot poklic, kakšne veščine je moral vsebovati? Ja, mlinari so bili več ali manj priučeni nekoč. Vemo, da življenje je bilo siromašno, zdaj mline so v bistvu dali delati kakšni bogatejši kmetje, po 2-3 skupaj in so potem izučili ljudi, priučili za mlinarstvo, da so lahko upravljali delo na mlinu. Kako pa je potem bilo z bivanjem mlinarja? Se je vračal domov oziroma je prespal tukaj? Ja, mlinsko kolo se je praktično vrtelo cele dneve in noči, tako da so mlinarji tudi bili tukaj prisotni večino svojega časa. Mlelo se je po noči, po dnevi, dela je bilo ogromno, tako da so večinoma mlinarji tudi v bistvu živeli tukaj na mlini. Seveda, živeli so skromno, imeli so eno svojo posebno sobico, v kateri so praktično spali, si kuhali, pripravljali obroke, skratka živeli tudi. Zdaj v notranjosti mlina se nahaja mlinarska sobica, ki jo lahko pogledamo. Torej, tukaj je ohranjena stara mlinarjeva postelja. V taki skromni sobici v bistvu so preživeli potem čas. Kako pa je bilo potem z hrano mlinarjev? Kaj so jedli? So si to sabo nosili ali so Zdaj mlinarji so imeli seveda tudi svoje družine, ponavadi so bili to otroci, da so prihajali in so svojemu očetu prinašali hrano. Tudi ljudje, ki so prišli mlet, so tudi imeli kaj s sabo in so mu prinesli kakšen živež, pijačo, pač večinoma je itak bila blagovna menjava, ni se plačevalo z denarjem, ampak so mlinarji v bistvu za svoje plačilo dobili merično, so jemali zrnje in pa potem kakšno živež za podzob. Torej, zdaj, če se osredotočiva na sam proces mletja zrn, nam lahko torej malo pokažete v
Ja. nadaljevanju, kako je to potekalo? Zdaj na našem mlinu, tukaj smo v bistvu v fazi postavitve opreme, mlevske opreme, ki je na prejšnjem mlinu delovala in je v bistvu ohranjena še iz prejšnjega mlina. Tako imamo tukaj postavljen mlinski kamen. Na kamen so v bistvu, to je prvoten način mletja, torej da se je zrnje dalo notri v kamen, kamen se je vrtel in na ta način se je potem zrnje mlelo in je nastajala moka. Zdaj, prvotni mlinski kamni so bili prav iz kamna, no poznejši so pa bili že narejeni tudi iz betonske zmesi. No, mi smo mleli na prejšnjem mlinu tudi s pomočjo valjev, to je že malo bolj sodobnejši način mletja. Se pravi, tu je že zakompliciran mlevski sistem bil vzpostavljen. Zdaj, kot sem rekla, valji so tukaj že postavljeni tudi na ogled. Vse ostalo, kar pripada zraven, celotna oprema je še pa v fazi restauriranja, sanacije in mi si zelo želimo, da bi tukaj lahko pač postavili tudi ta način mletja, da bi lahko obiskovalcem našega mlina tudi prikazovali to mletje na stari način, torej z valji. Torej, ko so zrna bila zmleta, so po ceveh se dovajala torej v sita. Ja, tako je, transportirala so se gor do sit. Vse skupaj je šlo skozi sita, se presejalo in po cevkah nazaj v leseno lado, kjer so potem moko tehtali in jo pakirali v posebna vreča za domov. Stehtali vse skupaj ali pa jo tudi pakirali v manjše vrečke, običajno papirnate. Torej, kako dolgo so mleli pač določena vrsta zrn, se pravi različno, verjetno? Zdaj, postopek mletja na kamen ni trajal tako dolgo, kot recimo postopek mletja na valje. Na valje se je mlelo dalj časa, postopek se je 3-krat ponovil. In s pomočjo valjev se je moka lahko tudi ločevala na različne tipe mok. Dočim na mletje s pomočjo kamna je bila moka enotna, se ni ločevala na različne tipe mok. Torej, to so potem sita? Tako je, drži, to so sita, s pomočjo katerih so potem moko ločevali po različnih tipih moke. Sita so v fazi, kot sem že povedala, restauriranja, obnove, niso še ravno pripravljena za proces mletja. Torej, skozi sito je potem že bilo zmleto zrnje in je prihajalo potem v embalažo? Ja, tako skozi sita je potem prihajala že moka, zrnje je bilo zmleto in moko so potem pakirali v embalažo. Zdaj, v preteklosti ni bilo posebne embalaže, ampak so moko shranjevali kar v vrečah. No, kasneje so pa potem že tudi pakirali v papirnate vrečke oziroma v kakšne lesene lade, posode, krničke. So pa tudi pakirali v steklenice, ne? Tudi steklenice. Za gospodinjsko uporabo so ponavadi gospodinje pakirale v steklene posode, da so imele bolj pri roki, da je bilo vse skupaj bolj priročno, kot pa odloženo v vrečah. Torej, kako je potem nekoč potekalo vzdrževanje mlina? Ja, mline so vzdrževali ponavadi s skupnimi močmi, so se zbrali možje cele vasi in so stopili skupaj, ker je mlin praktično bil zgrajen izključno iz lesenih delov. Seveda gozdove so imeli, drevesa so imeli, tako da so prišli do lesa in so potem pač menjavali posamezne dotrajane dele mlinov. Je pa bila ena velika težava pri teh mlinih ravno reka Mura in sicer po zimi, ko so bile zime zelo, zelo hude, so cele ledene plošče plavale po reki Muri dol in so večkrat tudi poškodovale te kumpe lesene in pa tudi samo kolo, lopatice kolesa. Zato so običajno mline pred zimo razstavili, vzeli narazen mlin, potem čolne tele kumpe so potegnili kam kak rokav reke Mure, da so jih potem čez zimo lažje sanirali in potem zopet na spomlad skupaj sestavljali. Na katerih temeljih je potem postavljen tale plavajoči mlin? Ja, celoten mlin skupaj z mlinskim kolesom stoji na 2 čolnih, 2 kumpih, kot pravimo po domačem.
Zdaj, nekoč so ti čolni bili izključno narejeni iz lesa, iz lesenih delov, no, današnji naš mlin je pa narejen iz jekla in je obdan z lesenim plaščem. Ravno zaradi varnostnih razlogov, zaradi močnega toka reke Mure in pa ne nazadnje tudi zaradi vremenskih vplivov. Torej, kako potem pretok reke Mure torej vpliva na mletje zrna? Ja, seveda pretok reke vpliva na mletje, ker se kolo mora dobro vrteti, da lahko potem poganja transmisijo, to pomeni, da se zrnje dovolj dobro zmelje. No, nekoč so imeli tudi težave z spreminjanjem toka reke Mure in so tudi bili prisiljeni mline seliti na tista področja, kjer so bili boljši pogoji za mletje in se je kolo normalno vrtelo, kar je v bistvu pogoj za normalno mletje zrnja. Gospa Jožica Slavinec, hvala vam za ta prijeten pogovor in tole čudovito predstavitev Ižakovskega mlina. Upamo, da bodo turisti v prihodnje tudi obiskali tale lep biser Beltinske občine. Z veseljem, hvala lepa tudi vam in hvala za dobre želje.